Dober dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Hvala, da ste tukaj, torej zlasti prevajalke in prevajalec, obe mentorici in urednica in založnica knjige, o kateri se bomo pogovarjali, in sicer je to antologija paragvajskih pravljic, ki je izšla v slovenskem prevodu pri založbi Malinc. Prevod podpisuje kar veliko število študentk in en študent druge stopnje španskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zdaj, ta seznam bom najboljš da kar prebral, zato ker čisto vseh ni danes tukaj z nami. In sicer so po abecednem vrstnem redu prevajali Eva Balantič, Sandra Balič, Valerija Bončina, Aleksander Centa, Mojca Ficko, Zala Kerec, Ana Marija Kočevar, Nina Kraševec, Jessica Kustec, Rasmira Majetič, Ines Metličar, Svetlana Pavlin, Urška Perhavec, Urška Ukmar, Cita Vidmar, Iva Vogrič, Lana Volk, Vanesa Zaman, Ana Zelenko, Saranda Zogaj in pa Ana Žlov. Mentorici prevajalk in prevajalca sta bili moji kolegici Maja Šabec in Urša Geršak, ki sta skupaj z Barbaro Pregl, ki je pa izdala to knjigo, tudi antologijo uredili. Zdaj več o zasnovi, več o konceptu, o ozadju in pa predvsem o delu, mislim, da bomo ugotovili tekom tega srečanja. Pa bi mogoče kar s tem začel. Urša, če bi nam lahko mogoče v par besedah pojasnila, kako je sploh prišlo do tega res prima izdelka. Ja, naš oddelek romanistike oziroma hispanistika sodeluje že vrsto let z Ministrstvom za zunanje zadeve pri dnevih Latinske Amerike in Karibov, ampak lani je bila 100. obletnica rojstva slovenske antropologinje, etnologinje, jezikoslovke Branislave Sušnik, Branke Sušnik, ki je živela in delovala v Paragvaju, in na nacionalni ravni so se odločili, da bodo nekako obeležili z različnimi dogodki teh njenih 100 let rojstva. No, med drugim se je potem porodila ideja, da bi prevedli kratke zgodbe, pravzaprav paragvajskih avtorjev in slovenskih v španščino, vendar zaradi pomanjkanja sredstev, če sem čisto iskrena, to nekako ni šlo, nismo uspeli tega narediti. Imeli pa smo kar nekaj pravljic prevedenih v španščino, veliko tudi po zaslugi založbe Malinc in urednice Barbare Pregl, ki se ukvarja v veliki meri z mladinsko in otroško literaturo, tako da nekako ta nabor smo imeli, s tem smo lahko ponudili paragvajski strani seveda že skoraj prevedene pravljice iz slovenščine v španščino. Nekatere je pa Barbara se odločila za to, da je bil boljši izbor, da se bojo še prevedle, tako da nekatere smo tudi prevedli. Mi pa smo z Majo, sva pa se odločili z Majo Šabec, da bi morda pri urah prevajanja lahko združili moči s študenti seveda in prevedli paragvajske pravljice v slovenščino, tako nekako tak bilateralen lep projekt. Seveda založba Malinc je pristopila zraven, na paragvajski strani o tem bo lahko povedala kaj več Barbara Rosalba, seveda so pa te krovne organizacije Ministrstva za zunanje zadeve obeh držav in tako dalje tudi nekako tukaj priskočile na pomoč, seveda bolj v posredovanju in temu, da so avtorji se odrekli svojih honorarjev in tako naprej. In tako smo se potem lotili tega dela, ki je specifično ravno zato, ker je skupnostno delo pri prevajanju, kar je zelo redko. Morda samo toliko zdaj za začetek, Ja, super, hvala Urša. Barbara, mogoče če zdaj ti dodaš še svoj recimo založniški doprinos temu, no konec koncev si velika poznavalka otroške in mladinske književnosti, pa tudi založba Malinc, kot vem, se precej specializira v tej smeri. Kako pa je bilo iz založniškega ali pa stališča produkcije se lotiti tega projekta?
Ja, lepo pozdravljeni in hvala vsem, ker ste danes z nami. Paragvajske pravljice so prva zbirka pravljic. Zelo sem vesela, da je to prav posebna knjiga, ne tako kot pač vsaka prva, ampak prav posebna knjiga je pač še ta, ravno zaradi tega načina dela, ki ga bosta verjetno pač v nadaljevanju predstavili še bolj kolegice in nenazadnje tudi kolegi, prevajalci in prevajalke, ki so danes z nami. Ampak v bistvu, kar se pač nas tiče, ne, se pravi, smo začeli izdajati s to knjigo paragvajskih pravljic, smo začeli izdajati v bistvu zbirko svetovnih pravljic. Vanjo bomo vključili večinoma ljudske pravljice, ampak ker so te paragvajske pravljice nekaj tako posebnega, namreč gre za prva prevedena besedila iz paragvajske književnosti v slovenščino, smo se pač odločili, da tokrat naredimo izjemo, ne, in da v bistvu med te ljudske pravljice, ki bodo sicer izhajale, v bistvu pač uvrstimo tudi paragvajske pravljice. Torej, gre za besedila, ki so, tako kot sem že rekla, pač v našem prostoru se z njimi paragvajska književnost pravzaprav šele prvič predstavlja. Seveda imamo prevode pač književnosti za odrasle, predvsem Roa Bastosa, ne, 2 besedili, ampak sicer mladinskih besedil nimamo, tako da v bistvu odmevi na to našo knjigo so v resnici šli tudi v tej smeri, ne, da je to prvi stik z tem res za nas nenavadnim ali pa zelo eksotičnim svetom ravno preko tega projekta. Tako da sem tega pač še posebej vesela. Okay, hvala. No, torej, ja, zadaj je pravzaprav še neka veliko večja ideja ali pa nek veliko širši koncept, no. Mogoče bi naslednje vprašanje zastavil kar enemu od prevajalcev oziroma prevajalk, pa bi se potem k samemu temu procesu še vrnili glede tudi mentoriranja, no, ampak že kar se tiče zasnove, ne, mogoče, no, Iva, če se lahko najprej na vas obrnem, videl sem, da, če popravite me, ampak 10 avtorjev, ne, je vključenih v to antologijo, pa 13 pravljic. Po kakšnem ključu ste delali zbor oziroma koliko ste imeli prevajalci, prevajalke besede pri tem, pa nenazadnje tudi končna struktura, no, kako je potem nastala razvrstitev, kakšna rdeča nit, če lahko kaj o tem poveste na kratko. Ja, hvala za besedo, me pa mogoče potem še kdo dopolnil. Jaz mislim, da na začetku smo si lahko pač spravili, kaj se nam je zdela, ne vem, naslov, ki nas je bolj pritegnil, pa če smo mogoče smo šli bolj po naključju ali pa smo pač preprosto vse prebrali in smo si izbrali tisto, ko nam je bila najbolj všeč, ampak potem smo itak nekako komentirali celoten nabor zgodb oziroma pravljic pač od kolegov, tako da smo v bistvu praktično smo sodelovali pri vsakem od teh prevodov, tako da mislim, da smo imeli vso svobodo, da se izberemo, kar nam najbolj odgovarja. Iz nekega že narejenega vnaprej izbora ali ste tudi karkoli sami potem predlagali še dodatno? Če mogoče kdorkoli od vas, no, že odprej pozna ali pa se je tekom procesa začel zanimati mogoče za to tematiko, pa zato sprašujem. Iva. Za samo končno postavitev, se pravi vrstni red. Nenazadnje nabor, no, pravljic tudi. Aha, nabor pravljic, to pa mislim, da je bil zbran strani založbe, ali kako, ja. Paragvajska stran je nam dostavila, kar je dostavila pravljice, ne? So oni že zbrali. So oni že zbrali, v redu. No, pa v bistvu na to vprašanje najbrž ne bomo dobili čisto dokončnega odgovora, ampak je že v redu, da kaj ostane tudi malo nedorečeno. Mislim, da so to pač trenutno pišoči avtorji, ne vem, najbolj aktivni ali pa tudi na drugih področjih, ne samo mladinske književnosti. No, saj to se recimo po kratkih biografskih notah, ki so tudi vključeni mimogrede v knjigo, ne, se da nekaj na to temo tudi izvedeti. Zdaj, rekli ste že, da ste bili vsi, ne, Iva je rekla, vsi ste bili nekako vpleteni v ta proces.
Maja, mogoče naslednje vprašanje zate, kako stališča mentoriranja, no? Kako si ti pristopila ali pa kako ste se organizirali, tudi Urša bo najbrž dopolnila, kako se sploh lotiti takega procesa, ne? Najbrž je težko tako veliko množico sodelujočih usklajevati in bdeti, hkrati pa ne se preveč involucrirati. Ja, hvala. Tako kot je rekla Iva, ne, v principu je v začetku so si nekoliko lahko sami študentje zbrali po parih, po eno zgodbico, vendar je bil že od vsega začetka zastavljen cilj ali pa recimo kriterij, da so vsi prevajalci vseh zgodb, ne, tako da vsi podpisuje, zato so tudi na koncu v knjigi navedeni, ne pa vsak pod svojo oziroma dvojica pod, bom rekla, svojo, vsaj začetno zgodbico, ker je potem to dejansko postalo skupno avtorstvo, ne. Ravno v tem je specifika takih skupinskih prevajanj, ne, ki ima svoje prednosti, svoje posebne izzive in pa tudi kakšno gotovo tudi pomanjkljivost ali pa tudi za nekatere je to sprejemljivejša oblika ali pa celo spodbudnejša oblika, ker se lahko naslonijo na kolege in se posvetuje, nekaterim je morda kdaj vsiljeno kakšna rešitev, kakšno mnenje, ampak mislim, da enostavno je treba to vzeti kot format, ki smo si ga zastavili, in tako je zdaj ta osebni slogi vsakega prevajalca ali pa umetniški prevajalski slog, bom rekla, je zdaj pač skupinski prevajalski slog, torej ta knjiga ima svoj slog in prav deloma tudi po zaslugi tega, da so vsi prevajali vse, relativno poenoten, je poenoten, seveda z nekimi določenimi kompromisi, ki pa niso vedno nujno slabi. Tako da mislim, da je bilo, mogoče to bi želela tudi potem študente vprašati, kako so sami ta vidik doživeli. Tudi zdaj, recimo, zdaj že tudi fino je po svoje, da imamo zdaj že neko distanco, knjiga je že nekaj časa zunaj, pa še nekaj časa je minilo od takrat, ko smo oddali ves material in da se je potem sprocesiralo in zdaj imamo že neko določeno zdravo distanco, torej da se ne čutimo več, joj, kaj sem tle naredil ali pa zakaj nisem tam tako, ne vem, skratka eno tako, da lahko bolj mogoče objektivno, zato bi me zanimalo, kaj študentje mislijo glede te. Ja, hvala Maja, natanko to sem nameraval tudi vprašati, ker tudi mene to zanima. V bistvu sem hotel, Ines, to vprašati vas, glede na to, da imate zdaj izkušnjo svežo v dveh takih projektih, tudi pri tistem drugem prevajanju ste pri meni delali sicer dobro, popolnoma drugačno besedilo, tudi mogoče malo drugačen princip, pa malo manj prevajalk in prevajalcev vpletenih, ampak vendarle, kako se je vam zdelo, če bi kolegico Majo Šabec dopolnili? V bistvu meni samo prevajanje je zelo zanimiv proces. Kot so že prej moji kolegi povedali in nazadnje tudi mentorice, smo si predajali besedo. Nekaj je nekdo prevedel, smo potem popravljali in tako naprej. Ampak v tistem trenutku, ko si ti tako predan tekstu, tako vlagaš trud v tekst, mogoče ne vidiš nekih podrobnosti. Potem pa, ko se ti postaviš ali pa mine nekaj časa, recimo zdaj, ko smo preberali, ko smo dobili PDF verzijo, pa ugotoviš, da je nenazadnje dober izdelek, da je bilo dobro preveden. In ne glede na to, da smo začetniki, se mi zdi, da smo lahko ponosni na take male korake, ker s tem se gradimo in s tem se učimo novih stvari. In isto je bilo z vašim projektom. Zdaj, ko smo bili čisto v besedilu, se ti mogoče neke stvari zdijo logične takrat, ko prevajaš, pa potem nekdo drug da drugo idejo, vidiš, da je boljša, da lepše zveni, da tekst lepše teče. In potem, ko se ti odmakneš od besedila, vidiš, da se vse ideje, ne glede na to, so tvoje ali so tvojih kolegov, na koncu naredijo na tako čudovito celoto in je tekst berljiv. In upam, da bodo to tudi bralci doživeli. No ja, jaz to potrdim zdaj, kar sem od včeraj do danes lahko prebral vsaj par teh zgodb in si ustvaril eno sliko, dejansko se zelo strinjam z vami. Aleks,
kaj pravite, a ste se že kdaj srečali, vprašanje, ki je kasneje tudi namenjeno vsem, no? Je bil to vaš prvi kontakt recimo s paragvajsko literaturo, pa z otroško literaturo tudi, skratka je tudi v tem smislu bilo nekaj novega ali je bil nov bolj ta prevajalski vidik? Ja, vsekakor je bil, mislim, da najbolj novo je bilo vsekakor tale stik s paragvajsko literaturo. Vsaj zame je bil to prvi bolj konkreten stik s paragvajsko literaturo. Morda sem jo kdaj zasledil, pa niti nisem šel za tem, da je bilo mogoče od tam. Ampak vsekakor je bilo zelo zanimivo tale vidik, recimo sploh nam kot študentom te teme, ki mislimo, da smo nekaj že poznali, ampak v bistvu smo skozi te pravljice spoznavali čisto neko drugo plat Paragvaja, ki nam prej morda ni bila poznana, ne. In smo spoznali v bistvu mogoče tak zelo najbolj fascinanten način spoznavanja države, torej skozi literaturo. Ne skozi neke objektivne podatke o državi in prebivalcih in gospodarstvu, okolju in tako naprej, ampak res v bistvu Paragvaj skozi oči Paragvajcev. In to je neka taka posebna izkušnja, ki zagotovo se bodo moje kolegice strinjale, je bila zagotovo nova vsem nam, no. Tudi če se je kdo kdaj prej srečal s to literaturo, morda ni prevajal tega, pa je tudi to malo drugačen, bolj poglobljen pogled na paragvajsko literaturo in na Paragvaj sam. Ja, verjetno se vsi tukaj navzoči strinjamo, ne, da torej verjetno ni boljšega načina kot prevajanje, da v fundamente spoznaš nek tekst, pa če zgleda še tako preprost, kot je, preprost v narekovajih, pravim, kot je otroška književnost, na primer. Urška, bi rekli, da ima prevajanje književnosti, ki je namenjeno pač mlajšim otrokom, kakšno specifiko, ki se vam je zdela težka? V bistvu ste se mogoče, glede na to, da je že minilo nekaj časa, odkar ste sami brali pravljice, se vam je bilo težko postaviti v ta register? Zdaj mogoče bi rekla tako, na začetku, ko smo mi izvedeli, da bomo prevajali te pravljice, se ti zdi, da saj gre za pravljice, to bo čisto lahko, ne? To ni neka težka literatura, zakomplicirana, ampak se mi zdi, da potem pač skozi ta proces, v bistvu, ko smo že bili v tem tekstu, ugotoviš, da je veliko enih stvari, na katerih moraš biti mogoče še toliko bolj pozoren, a ne, da bojo pač besede, ki bojo pač razumljive za mlajše bralce, za otroke, a ne, sploh so te, mislim, ja, tako da v bistvu to je bil kar nek izziv. Se mi zdi, da vsekakor pomaga to, če sam poznaš tudi, na primer, druge slovenske pravljice, a ne, če bereš to otroško literaturo, imaš mogoče malo bližje ta besedišče, ampak ja, no, vsake toliko se je najdel kakšen izziv, ki ga je bilo treba rešiti, da je bil malo bolj primeren za mlajše bralce. Se spomnite mogoče kakšnega konkretnega, zdaj to je tako čisto vprašanje, tako, slučajno vam pade na pamet? Zdaj, da bi prav čisto konkretno lahko navedla en primer, se v bistvu trenutno ne spomnim, ampak ja, mislim, je bilo zanimivo že pri tej pravljici, igrajmo se s Kajem, se noter omenja igra skrivalnic in smo se pa na primer tudi pogovarjali, ker se mi zdi, v različnih delih Slovenije se ta igra igra malo drugače, a ne, pa je na primer katero besedo, katero frazo uporabiti, a ne, ali se pofočkaš, ali se ne, na ta način, ne, so bili tudi taki izzivi, čisto malo bolj vsebinski, ne. Okay. Mogoče bi se tukaj ravno glede prevajanja in tudi izdajanja nazadnje otroške književnosti vrnil k Barbari. Na kratko, če bi to, kar je izpostavila Urška, torej recepcija nekih pravljic, ki so toliko zelo kulturno oddaljene, kakšne izkušnje imaš s tem, oziroma kakšen je odziv publike? No, ti si izdala, kot vem, precej že otroške mladinske književnosti špansko govorečih, špansko pišočih avtorjev. Ja, v bistvu zelo zanimivo vprašanje, namreč zdi se mi, da je to tudi ena od, bi rekla, stvari, ki nekako špansko ali pa mladinsko književnost špansko pisočiš, oddaljuje od našega prostora. Namreč
Pogosto, to so v resnici nekih klišeji pač s tem povezani, in pogosto pač špansko književnost oziroma književnost špansko pisočih pač povezujemo z nečem oddaljenim, drugačnim, kar je pač nekako zelo daleč tudi izkušnjam, bi rekla, slovenskih otrok, Moje izkušnje so tukaj v bistvu zelo drugačne in tudi obiski avtorjev, ki smo jih pač imeli v tem času, pač dokazujejo ravno nasprotno. Dokazujejo, da je dobra mladinska književnost v resnici univerzalna in da recimo baskovski avtor Juan Cruz Igrabide, ki je bil večkrat v Sloveniji, je v bistvu doživel krasen odziv in veste, da je v bistvu me je pa zelo presunil en odziv nekega otroka, bili smo na osnovni šoli Zalog in mu je rekel, so potem otroci ustvarjali, pa so nekaj napisali avtorju in tako in potem smo dobili te izdelke in mu je eden od otrok napisal, nič hudega, če ti ne znaš govoriti našega jezika, saj imaš s sabo vedeževalko. Torej, jaz sem tudi, poleg tega, da sem prevajalka in urednica, sem tudi vedeževalka. Super. Cute v bistvu. Otroci povejo po pravici. Eno vprašanje, ki ga vedno zastavim v takih kontekstih, pa tukaj velja in Urši in Maji, ne nazadnje tudi Barbari, torej vse tri ste prevajalke. Mogoče, Urša, ti si bolj ukvarjaš sicer s strokovnim, sodnim prevajanjem, Maja z beletristiko, humanistiko, Barbara je nekako na obeh polih. Kot mentoricama, kakšna je vajna izkušnja, kako se recimo soočata s skušnjavo, da bi kdaj, ko ne gre, predlagali svojo rešitev, pa stvar zaključili, ampak veste, da se morate v bistvu oddaliti, pa ne prepustiti prevajanje v končni fazi prevajalcem. Mogoče, Maja, če začneš ti, pa potem te Urša dopolni. Ja, to je zdaj ta beseda, smo jo tolikrat že izrekli danes, izziv, je res izziv, seveda, vsakič znova, jaz imam še kar nekaj izkušenj s skupinskimi prevajanji in izdajanji, torej skupinskimi prevajanji, ki vodijo do končnega izdelka, knjige, torej izdaje res. In je vsakič nekako drugače. Zdaj pa čisto ta konkretna vloga, zdaj mentorja, tokrat sva bili še dve, tako da sva se še med sabo kresali, ne samo, je šlo horizontalno in vertikalno in tridimenzionalno. Je bilo pa zato toliko bolj zanimivo, včasih si je bilo si pult lasev, največkrat je bilo pa res zelo, zelo oplajajoče in tudi zabavno. Zdaj pa, koliko seveda te srbijo s prsti in jezik in vse, da bi posegel in tako kot nas je mimogrede, kot smo se že pogovarjali pri teh projektih študentskega prevajanja, koliko prej bi mi to prevedli, če bi vsak od nas to sam naredil. Seveda, in to sploh ne sme biti merilo, seveda, in jaz sem si na začetku tudi, ko sem prve stvari delala, sem si tudi rekla, Marija, pa sej imela že 10krat tole narejeno, Jaz se o tem sploh ne razmišljam več, ker si to vzamem kot eno tako izkušnjo, ki res bogati vsakič znova, in se čisto prepustim tej logiki. Ne vem, to bodo mogoče bolj študenti povedali, koliko sva bili diktatorski pri tem, koliko sva usmerjali, prav res projektno usmerjali. Malo je tudi verjetno od karakterja odvisno, jaz načeloma, morda si domišljam, lahko da se motim, ampak se mi zdi, da pustim precej proste roke, ali pa da vsaj pustim prostor za neko debato ali pa za kresanje, za dogovarjanje in tako. Na koncu pa sigurno so situacije, ko rečeš ne, med tema dvema bo takole in konc in gremo naprej. Nekje treba prekiniti. Ampak se mi zdi, da ne. In torej mi smo, ogromno časa je šlo za to prevajanje in meni ni žal niti ene sekunde tega časa, ker je vsaka, tudi tisto, ko je nek prosti tek ali pa ko je tudi mogoče, ko pade neka energija, pa
ko si malo naveličan, pa ko je kakšen problem, ko res ne veš, kako bi ga rešil, pa misliš, da si, pa ti en drug reče, ne, to sploh ni v redu, ne, pa malo obupaš mogoče, pa to, ampak vse to so v bistvu faze, ki jih sicer vsak prevajalec pri svojem prevajanju spoznava, zdaj smo jih pač skupaj, ne, pa mogoče v enih stvareh so razbremenile to neko napetost, odgovornost, ne, mislim, da odgovornost je bila na strani vseh ves čas prisotna, močna in motivacija, no, tako, no, v tem smislu bi rekla, ne vem, mogoče bodo res rajše še povedali, ne vem, kako Urša, no, kako si pa ti imela občutek, kakšna je bila najina vloga. Ja, jaz po eni strani, veste, da jaz se vseeno fajtam, a ne, zato že če ne zaradi drugega, tudi za svoje ideje, če ne zaradi drugega, tudi zato, ker mi je blazno všeč kljub temu, da je res pač dolgotrajen proces, lahko izčrpajoč, ampak te diskusije, ki se razvijajo, debate med nami vsemi, a ne, takrat mislim, da smo lahko bili na neki horizontalni ravni, da upam, da nismo preveč vsiljevali. So trenutki, ko seveda, kot pove Maja, se je treba odločiti, ampak mislim, da jaz osebno, mene to zelo bogati, tudi mene, jaz se ogromno naučim in menim, da sam moj prevod ne verjamem, da bi bil boljši, verjetno bi bil drugačen. Mislim pa, da z ekipo, s katero sem zdaj delala tudi z Majo, se pravi, kot so mentorca in z vami, jaz tega nisem pričakovala. Res je, da je Maja v tem pogledu veliko bolj organizator tudi delam, ker ima tudi verjetno več izkušenj, vas je znala zorganizirati. Potem pa, mislim, moj poklon mojim študentom, če jih lahko pohvalim, verjetno se Maja tle strinja. Jaz ne moram verjeti in sem šla potem tudi jaz še v 7. v naslednji projekt, kjer pa so bili prepuščeni večinoma sami sebi. In ne moram, mislim, res odgovornost, kakovost, ideje, odzivnost, jaz imam same superlative in tudi meni ni niti sekunde žal ne časa, ne energije. Verjetno pa je odnos Nace profesor-študent, žal se ga ne da izbrisati. Čeprav se mi zdi, da ravno pri tem delu se lahko morda smo veliko bolj na isti ravni, se pravi v smislu, da se upoštevajo in da se predebatira, ker mogoče drugje nimamo časa, določena vprašanja, tle imamo en nov svet, katerega smo skupaj raziskovali, kako se reče drevo, ki še ni prevedeno v slovenščino, veliko pojmov sploh nimamo. In tukaj smo lahko nekako skupaj raziskovali, si pomagali en drugemu, predvsem je pa ta vrednost, knjiga se začne od avtorja, ki že trpi, meni se zdi prevajanje, to sladko trpljenje, potem smo prevajalci, potem je urednica, ki je tudi nam stala vse skozi ob strani, potem je lektor, ki nam je tudi pomagal neizmerno, pa ilustrator, pa koliko je enih stvari pri knjigi in ko se rodi, je res en tak lep občutek, sploh če je en kakovosten izdelek. Smem samo dopolnila bi Uršo, ker mislim, da na tem mestu bi samo dejansko navezala pa dopolnila iz perspektive drugostopenjskega programa španščine. Bom tako rekla, zdaj čisto iz študijskega procesa, da je bila to ena lepa priložnost, vedno se trudimo, ali pa smo veseli, če se stvari tako poklopijo, da dobimo priložnost, da speljemo eno stvar od začetka do konca, da je to res projekt, kjer se študentje ogromno naučijo mimo prevajanja, tudi seveda in vse to, o čemer smo do zdaj že nekaj povedali, ampak to, kar je zdaj rekla Urša, tudi da vidijo, kaj pomeni proces knjige, kaj pomenijo roki, kaj pomeni zamujanje rokov, kaj pomeni popravljanje, kaj pomeni tehnična težava pri tem, kaj naredi lektor, kaj naredi ilustrator dejansko, kaj so spremne besede. Knjiga je že zunaj, zdaj pa čakamo samo še na cip, ali pa bo zunaj, sam čakamo cip, kaj je zdaj to cip, recimo. Take stvari čisto praktične narave, ki mislim, da so neprecenljive dejansko, da so to res priložnosti, se zato pa tudi, to je tudi vzgib, zaradi katerega se potem podajamo na to, ker mislim, v tem res vidimo eno veliko dodano vrednost.
vrednost. Ker lahko bi bil naš program tudi samo prevajanje pač nekih besedil tako, ampak v tem je največja dodana vrednost. Tako, hvala lepa, toliko sem sam želela. Hvala. Ja, no, tukaj se absolutno strinjam, ne nazadnje kot skrbnik programa, ne. Še prav posebej. Ana Marija, kaj mislite, pravzaprav zdaj sem vas ene par zapored želel vprašati še aplikacija tega, kar sta povedali kolegici, ne? Torej, kako ste doživljali ta proces, kaj ste se nekako naučili skozi to, da ne, kot ste rekli, pač je odnos profesor-študent je formalni okvir, ki je nek predmet znotraj programa, ne? Hkrati pa ta program presega. Pa hkrati tudi ta predmet konkretno, ne, ni mogoče namenjen, niti ni zadost ur, niti ni zadostne uteži, da bi rekli, pri tem predmetu se boste izdelali dokončno za prevajalce. Ampak je to en zelo širok pogled in seveda vaja, praksa na tem področju. Mogoče bo kdo od vas preko tega, upam vendarle, da ne, ampak mogoče kdo od vas preko tega, čeprav je nalogo odlično opravil, ugotovil, da mogoče literarno prevajanje konkretno ne bo vaša prva izbira, ne, ko se boste lotevali samostojne poklicne poti. Ana Marija, če mogoče lahko vi za začetek poveste, kaj bi rekli v tej smeri. V bistvu, jaz sem si ta predmet, pač prevajanje, sem si v bistvu predstavljala, ko smo začeli prevajati, kot nek zahteven proces, dolgotrajen, poln izzivov, ampak na koncu, po mojem, ko vidiš izdanost svoje besedilo v neki knjigi, mislim, da si zelo lahko ponosen nase. In mislim, da ta predmet pač je tudi zelo pomemben, ker lahko pač malo že kot posameznik vidiš, ali se vidiš v vlogi prevajalca za naprej ali ne, ker vemo, da pač eni bolj uživajo v tem, drugi ne. Sam proces sicer je bil dolg, ampak so nam mentorici zelo pomagali, sploh recimo v moji pravljici Delfina Costa so bile ene besede, ki sploh niso obstajale v slovenščini, recimo bilo je eno drevo lapača in nismo vedeli, kako zdaj s tem drevesom, ali povedati, kakšno drevo je to, ali positi v izvirniku ali ne, in hvala Bogu na koncu sledi slovarček besed, v katerem lahko tudi v bistvu bralci se tudi marsikaj naučijo. Pa tudi moram povedati, da same zgodbice so čisto nekaj novega. Jaz recimo, ko sem bila mlada, ko sem brala otroške pravljice, nisem brala takšne vsebine, ker recimo v teh pravljicah, nekateri sem zasledila prav tisti kritičen ton morda, ko govorijo o okoljskih problemih, ene so bolj malo realistične, druge ne, so različne. Hvala, no, super, da ste omenili glosarček, ki ga sam na začetku nisem, ja, na koncu te knjige, je tudi kratek slovar, glosar pojmov, besed, nekaterih, ki jih seveda v slovenščini nimamo in jih tudi ne moramo imeti, ker gre za koncepte, ki so nam popolnoma neznani, kot ste rekli, neke vrste rastlin, živali, napitkov in podobnega. Ana, kaj bi pa vi tukaj recimo dodali, kaj se je vam zdel največji problem mogoče ali pa hkrati največji plus takega projekta? No pa se strinjate, če še to dodam, kako ste vi videli tisto, kar ste ravno prej mentorici opisali? Ja, se strinjam. To je kar zahteven projekt bil. Za nas mogoče si nismo predstavljali, v kakšni meri in kaj vse je v bistvu potrebno, da nastane ena taka knjigica in tak prevod. Jaz bi mogoče kot pozitivno stvar res izpostavila, poleg tega, da smo se res ogromno naučili, mentorice sta bile zelo potrpežljive z nami in komentarji vsi so bili konstruktivni, ne samo njuni, tudi v bistvu od naših kolegov, da smo se med sabo tudi kar precej povezali. Ko smo prevajali v paru, jaz recimo Urške prej nisem poznala, smo se ful spoznale in tudi zdaj ostajamo v kontaktu. Tako da mogoče ta kolektivni duh. To. Ja, no, to je super, da ste to omenili. Ne nazadnje, treba je povedati, da
kot razumem, večji del procesa je potekal, če ne celoten proces je potekal v okoliščinah, v katerih se trenutno nahajamo, epidemija, vse zaprto, Zoom, obsojeni na Zoom, ne, in tudi to je še nek dodaten element, ne, pri skupinskem delu. Kaj mislite, no, če gremo zdaj naprej, Nina, dejansko bi vam zastavil isto vprašanje oziroma podvprašanje ravno na to temo, ne. Kako pa, če vzamemo v obzir vse te okoliščine, način dela, pristop, koncept in dodamo še delo izključno nadaljavo v neki, odvisni ste od nekih orodij, ne, kako po vašem mnenju je to vplivalo na proces? Ja, zagotovo je bilo zelo drugače, kot bi bilo v nekih normalnih, drugačnih okoliščinah, ne. V bistvu mi smo samo čisto na začetku, mislim, da se enkrat ali pa dvakrat dobili res v živo v predavalnici, kjer smo si v bistvu samo zorganizirali delo, si razdelili te pravljice. Dejansko prevajanje se je po bistvu začelo potem doma in nadaljavo, ne. Tako da verjamem, da ko sta mentorci organizirali cel projekt, ne, sta morali potem tudi malo vse drugače nekako pomisliti na druge stvari, ne. Čeprav po drugi strani smo pa mogoče po pol leta zaprtju praktično že bili malo tudi vajeni teh videokonferenc in teh stvari, tako da konec koncev smo že vedeli, da lahko uspemo tudi na ta način, ne. Potem pa je pa verjetno bila res prednost, da smo se razdelili najprej v pare, da sta dva veliko lažje tako nadaljavo komunicirata, kot recimo zdaj, ko smo cela skupina ali pa še večja, takrat, ko nas je bilo res 20 ali še več, ne. Tako da je bilo to dobro in potem smo tudi iz para šli še v 4, ne, skupina 4, tako da je bilo tudi tukaj lažje komunicirati. In šele potem, kar smo si pa v bistvu vsi pregledovali in dajali predloge, smo pa več pisali mogoče, no, ker je bilo res mogoče manjše stvari so bile še za nekako dopolniti ali pa opomniti druge, no. Tako da mogoče bi več stvari delali bolj skupinsko, no, ne vem, če bi bili tam lahko. Če bi recimo, Zala, če kar nadaljujete, kjer je Nina končala, če bi primerjali, ne, kar je meni ponavadi zabavno, ne, tudi če sam kaj delam, pa če gre za neko stvar, ki ima ogromno faz vmes, ali pa ko smo delali recimo s študenti, ne, nek drug projekt podoben, sicer je šlo za dramsko besedilo, ne, ampak smo rekli na neki točki, ko smo pogledali tisti Googlov dokument, ki smo ga vsi skupaj popravljali, komentirali, obračali na glavo, no zdaj pa to res že zgleda nekaj, ne. Če bi pomislili na prvo fazo, torej na tisti prvi prevod, ki ste ga naredili v paru, pa recimo zadnje korekture, če bi to primerjali, imate občutek, oziroma ste lahko ugotovili, kaj je bil doprinos vsakega posebej, oziroma bi lahko rekli, da bi ocenili, kateri so bili koraki vmes, koliko je bilo potrebnih sprememb, koliko radikalen je poseg napram izhodiščno verzijo? Ja, torej v bistvu najprej smo v bistvu vsak prevedli sam pri sebi, ne. Torej, to je bila čisto prvoten korak in potem smo najprej združili to pač v dvojice, ne, kako smo bili pač določeni za pravljice. In v bistvu že takrat vidiš, da kako je vsak imel nek malo različen pogled na recimo en stavek ali pa eno besedo ali pa odstavek, kako ga oblikovati, če kaj ločiti, recimo daljše stavke na manjše dele ali obdržati to celoto, pač odvisno kako teče, ne. Potem v štiricah seveda že dobiš spet nek drug pogled, potem s profesoricama seveda tudi. Prej, ko smo omenjali, da recimo, kako sta bili mogoče mentorici s temi konstruktivnimi predlogi, kako bi rekla, nam pač dajali nek drug pogled. Po drugi strani smo pa v bistvu tudi mi imeli možnost, jaz se spomnim recimo za
ko smo imeli melodijo, pa smo imeli, ne vem, brundati ali pa mrmrati. In sem jaz bila tisto tako, ne vem, če bi ostala pri brundati, ker se mi mrmrati melodijo zdi nekako lepše. In smo na koncu vseeno prišli do tega sklepa, da pa lahko pustimo mrmrati. Čeprav je mogoče profesorica, mislim, da Šavec imela na začetku predlog, da bi bilo brundati, recimo to. No, pol pa na koncu v bistvu prijemo do tega, da so v bistvu vsi kolegi pogledali skozi in smo še vključili te detajle in res na zadnje vidiš, koliko se je res spremenilo od tistega prvotnega besedila, ki si ga napisal sam. Ker je bilo že toliko teh dodatkov in nasvetov in vidiš, da vse pride prav, kar se mogoče res v tistem prvotnem prevajanju ne spomniš. Pa bi rekel, no, to je zdaj vprašanje, ki mogoče ga naslovim lahko na več, imamo še nekaj časa, tako da mislim, da ne bo treba hiteti, ker to me dejansko zanima. No, recimo, če to, kar je zdaj razložila Zala, ali ste to dojeli v nekem trenutku, ali pa zdaj, ko gledate nazaj, torej še vedno je to predmet, še vedno je to del nekega programa, ste bolj na to gledali kot izkušnja, kot neka konkretna stvar, ki ste se jo naučili, kot neka veščina, ali vam je bilo večje zadovoljstvo pri tem gledati končni izdelek? Torej, recimo, če je bila neka dilema in ste jo uspešno razrešili, ali na to gledate, zanima me iz perspektive študenta, gledate kot priučeno izkušnjo, ali na to gledate kot vendarle končni izdelek? Kje bi bil po vašem, kje bi bila večja teža v tem celotnem procesu? Aleks, vidim, da kimate, a vam mogoče lahko vas vprašam to. Ja, seveda, meni osebno, težko bi sicer rekel, kje je večja teža, ampak vsekakor bi rekel, da sta oba dela zelo, zelo pomembna. Osebno pri sebi morda celo malce bolj ta cel proces, ker v bistvu končni izdelek je samo potrditev tega, kar si ti skozi ves ta čas delal. In v bistvu skozi ves ta proces smo spoznavali, torej, kot sem že prej omenil, nove kraje, nove navade, nove običaje, nov svet. Spoznavali smo pa tudi, recimo, že samo naš jezik, tudi naš lasten jezik, smo se veliko naučili o slovenščini in njenih pravilih in o tem, recimo, kje manjka besedišče v slovenščini, kako kaj izražamo, pa to bogatost v bistvu besedišča, ki smo ga morda že pozabili v vsem tem času, odkar se ukvarjamo s tujim jezikom. Tako da vsekakor jaz bi rekel, meni osebno, da proces je bil zelo, zelo bogat, zelo me je obogatil tako moje znanje, kot v bistvu nek pogled na književnost, na jezik in na kulturo in svet. Tale končni izdelek je pa vsekakor, kot sem prej omenil, samo potrditev vsega tega, da je bilo to zelo vredno in da v bistvu smo se res ogromno naučili in smo pripravljeni to znanje deliti še z ostalimi. Fino, no, me zelo veseli ta ocena. Dejansko ste pa omenili nekaj, kar sem tako ali tako nameraval vprašati. Namreč, ko so Otona Župančiča, pesnika, pisatelja in prevajalca iz številnih jezikov, res številnih, vprašali pa pravzaprav, koliko vi jezikov znate, prevajate vse mogoče, pa je rekel, znam malo slovensko. Češ, v bistvu, ne glede na to, iz katerega jezika prevajaš in do katere ravni ga obvladaš, je znanje ciljnega jezika še toliko bolj pomembno. Tako da v bistvu me veseli, da ste na to namignili in tukaj sem hotel vprašati pa mogoče Ivo, ker tudi vi imate, tako kot Ines, ste zdaj bili v 2 takih projektih v kratkem času vpleteni. Predvidevam, da ste lekture, torej lektorjev pregled dobili tudi v naknadni vpogled in pač sprejemali, zavračali te pripombe. Kakšen je pa vaš odnos bil do tega, recimo prav konkretno do lekture, pa ne nazadnje spoznavanja materinščine? Ja, ne vem, jaz mislim, da lekture je vedno treba jemati dokaj resno, ker ne nazadnje je pač to strokovnjak za slovenski jezik prej kot mi, ampak se pa tudi lahko hitro vidi, da vsak ima nek princip, kateremu sledi, recimo razlika med bojo bodo in potem to lahko pač tudi jemlješ z rezervo. In
zdaj to verjetno je od vsakega posebej odvisno prevajalca, ne, v tem primeru naš skupine prevajalcev, koliko smo v bistvu gotovi v naše znanje materinščine in mislim, da če je kakor toliko solidno, ker se pač ukvarjamo tudi s književnostjo, dobro izaberemo bolj tujo književnost, ampak mislim, da tukaj imamo lahko še vedno neko mero avtonomnosti, ker pač smo vseeno strokovnjaki za jezik, pač nasplošno. Ja, no, tukaj se strinjam z obema poantama, ne, vašega odgovora, ne, po eni strani lektor in njegova specializacija, po drugi strani avtonomija prevajalca, ne, kot recimo temu poustvarjalca ali pa vendarle nekoga, ki je v službi izvirnika, ne, pa mora paziti na register in slog, ki ne, nista vedno čist uniformna, mogoče z neko knjižno normo ali pa s konkretno trenutno situacijo, ne, v slovenistični normi najbrž, ne, prav primer, ki ste ga izpostavili. Barbara, še enkrat bi tebe vprašal nekaj na to temo in sicer zdaj to malo širše vprašanje, ampak prav v procesu prevajalskem, ker imaš izkušnje na tem področju, kot založnica, torej organizirati izdajo take knjige, pridobiti sodelujoče, nekako bdeti nad tem procesom in nenazadnje računati tudi na podporo na eni, drugi, tretji strani, last but not least finančno podporo. Kakšna se ti zdi, recimo zdaj, konkretno v tem primeru, pa tudi nenazadnje v bodoče, ker si rekla, da je izdaja teh pravljic del neke širše slike, kakšna se ti zdi situacija, kakšna se ti zdi naklonjenost vseh teh vpletenih konkretno takim projektom? Ja. Ne vem, se mi zdi, da je trenutno situacija ni najbolj rožnata, ne. Tako pač na področju kulture, ampak jaz mislim, da to ni priložnost, da bi zdaj v bistvu z nekimi črnimi toni obarvali to našo čudovito predstavitev, tudi zato, ker je ta knjiga v bistvu paragvajskih pravljic naslovnica. Med drugim smo pač študente tudi povprašali, ko je bila naslovnica narejena, smo glasovali, katero si želijo in smo potem zbrali tisto, ki je dobila največ glasov. Ampak hotel sem reči, naslovnica je zelena. Zelena je tudi barva upanja, je barva v bistvu spomladi, rasti in tako naprej. Tako da tukaj v bistvu neki ekonomski nagibi pač seveda niso bili prisotni. Tudi neka podpora finančna v bistvu je umanjkala. Malinc je pač ta projekt v bistvu pač peljal zaradi tega, ker je pač vanj verjel, zaradi tega nenazadnje, ker smo v bistvu želeli podpreti tudi ta entuziazem, ki sta ga v bistvu izrazili obe mentorci in ki ga je nenazadnje izrazilo tudi 21 pač študentov. Skratka, gre za en v bistvu projekt, ki ne glede na v bistvu pač finančno plat, si pač zasluži pač pozornost, in ker se pač mi toliko ukvarjamo v bistvu špansko govorečimi avtorji, še zlasti s področjem mladinske književnosti, smo seveda tega se pač lotili. Moram tudi povedati, da tukaj smo tudi precej v bistvu dejavno se vključili tudi v prevajanje slovenskih avtorjev, zdaj govorim pač o Malincu, govorim v bistvu o Javni agenciji za knjigo, govorim o Evropski uniji, ki je pač znotraj nekega drugega pač projekta podprla to prevajanje, ampak vendar to v bistvu je pač prepuščeno v resnici bilo neki naši, nekemu entuziazmu in tudi v bistvu neki iznajdljivosti. Ampak se pravim, pri knjigah v resnici je vedno tako, da knjige v resnici niso, mislim, knjige so blago, ampak hkrati imajo v bistvu neko posebno vrednost, in tukaj v bistvu pač ta ekonomska vrednost v resnici nikoli ne odtehta te simbolne vrednosti, ki jo knjiga imajo. Tako da jaz pač, to je pravzaprav edino, kar ti lahko rečem, pa za čemer stojim tako. Ja, hvala, pravzaprav smo prišli s to tvojo zadnjo idejo točno do tiste, s katero smo začeli, kar je nekako Aleks, se mi zdi, najlepše orisal pravzaprav, kakšna je bila vrednost
tega projekta, ne v vseh njegovih fazah, tudi v tisti čisto prvi, ki se izdela mogoče komu težka, celo nepremostljiva, skratka beseda, spet jo bom omenil, ne, velik izziv na začetku, ki je bil pa polno poplačan, ne, v vseh pogledih in torej nima protiteže v neki konkretni številki, definitivno. Zdaj jaz bi mogoče na tej točki zaključil, no, tole naše srečanje, če smo kaj spustili, če bi kdo želel kaj dodati, mu z veseljem še enkrat predam besedo, če se vam zdi, no, da smo kakšno informacijo tudi tako čisto faktografsko pozabili omeniti. Ne? Dobro. No, jaz bi se vam res še enkrat vsem zelo lepo zahvalil, da ste se udeležili tega srečanja, zahvalil predvsem prevajalkam in prevajalcu, mentoricama in seveda urednici in založnici. Vsem, ki ste nas gledali in poslušali, pa velja še povabilo, da si to knjigo čim prej pridobite in jo preberete. Tako Urša nam jo tamle kaže na zaslonu, da je to Opica pa Čuk sta na naslovnici. Tako. Evo. Hvala lepa in nasvidenje.